Dobro došli na Ocvirki podcast. Florian, ali snemaš? Snemamo. Dobrodošli v koliki epizodi? Mislim, da 4. Kaj si nar. Oziroma, Odvisen, kako bomo porezali. prva je imela 2 dela. A bo imela 2 dela? Jo. Ja, Ej, tak je dolga, mislim, ja. da je 4. Dobrodošli 4. ali 5. Tako, epizoda. tako. Še vedno se trudimo. Danes se bomo pogovarjali o Močvirju in o Ljubljanskem barju. Res. Kaj? To je prva stvar, ko mi je zdaj padla na Aha. pamet, tako da zdaj moramo nekaj o tem povedati. Okay. Kaj pa ti veš o Ljubljanskem barju? Nič. Ja, veš, kaj so našli? Noter so našli neke čovn variante. Kva? Kolo. Krog. A niso našli? A ne najstarejše kolo. Pa ne vem. Jaz mislim, da so našli med drugim ne vem, kako se reče, Deblake. Deblake, Ne, drvenjake. niso deblaki. Nekje v tej smeri. Neki drvaki, Drvaki. se mi zdi. Od koliščarjev je to. Ali smo to zdaj vse pomešali? Jaz mislim, da smo sigurno kaj pomešali. Pa tudi ne vem, če je zdaj tako jasno. Ja, jaz mislim, da je boljš, da ne delamo Vprašamo zgodovinarje. ključnih tem takle iz nič, ker pa ne vemo nič. Ja, lahko te vprašam, kaj si pa misliš o Ljubljanskem barju? Kaj si mislim o Ja. Ljubljanskem barju? A si bil v Ljubljanskem barju? Nisem se še tam nahajal. Ja. Ne vem, ali je lepo. Ali je pač... Jaz mislim, da sem se Barja. parkrat mimo peljal, ampak to pa je tudi to. Ne. Nisem bil nikoli pozoren. Drugač nima, tak pač ne zveni fajn. Ne zveni fajn. Ljubljansko barje. Jaz mislim, da je bolj to kot neka ravnica, bolj kot pa da bi zdaj bilo vidno ful Močvirje. Razno Ampak določenih je delih, tam najverjetneje. kako naselje, ali je to pač bar? Ja, mislim, da je naselje. Vse to je ful veliko. No. Koliščarji tam živijo. Ti si en koliščar. Ljubljansko barje mislim, da je precej veliko drugače. Barje. 163 kvadratnih kilometrov. Tako A da to je je- pogledal, to je zdaj, če gledaš slike, se zgleda tako eno polje, ki ga tu pa tam poplavi. A to je od Jankoviča? Ne, to je vse, da še do. To je vse, da. Jaz ne vem, če to zdaj je dovolj, tukaj zdaj potegnimo črto. Ja, ti si rekel, da imaš to res. nekaj, s čim Ja, bomo zdaj si začela današnji dovolj, zdaj si podcast. dovolj star, da te lahko vprašam najprej. V redu. Dovolj si star in zdaj, ko imaš punco, lahko te vprašam, če se boš kdaj poročil. Če se bom kdaj poročil. Ja, oziroma ne, kaj si misliš najprej? A bi sploh hotel imeti poroko? Jaz To je se za taka zanimiva bom tema. poročil. Sigurno. Se boš, sigurno. Ja, Aha, ja. okay. Ampak je pa to kar, kako bi opisal, kulturno pogojeno finančno breme. Ja, si kar lepo zajel vse skupaj. Pač meni je to super stvar, pač z veseljem bi se vženil, tudi verjetno se bom, mislim, Ja. skoraj zihar se bom. Ampak je pa to kar en velik strošek. No. Ja, razen če si narediš res čist v ožjem družinskem krogu, ali pa če Ja. narediš tako poroko, da je ta sama dva. pa Ja, ti vse to- mogoče sem se narobe izrazil. Mi smo naučeni, da more biti to velik strošek. Ni pa treba. Ne? Če si ti gre zdaj res sam za to, da si poročen, se lahko sam poročiš. Ne? Pa greš na občino, pa to zrihtaš. Mm. Ampak mislim, da ljudje sploh o tem ne razmišljajo, ko razmišljajo. Ja, o mislim, da je poroki. to bolj event kot tak, kukar pa zdaj, da Ja. sam neko formalnost skleneš za to. Glavno si poslušal, kdaj, oziroma tam si z tega človeka najdel, ki ga bom zdaj omenil, ampak zanima me, če poznaš kanal Deep White Underbelly. Po imenu ne. No. Pač to je, gre za serijo intervjujev, običajno ljudi, ki so, bi rekel, skriti ali pa nevidni v družbi, tako bi rekel skoraj malo. Ni nujno zdaj marginalno, ampak on je začel tako, da je razne prostitutke intervjujejo. Ok, zdaj pa vem. Pa ta črno-bel format ima, no, to sem Ok, ja. Nisem vedel, da se je kanal. Pa razne te, ne vem, če hočeš prestopnike ali pa neke, ki se še drogirajo ali pa neke, ki se ne več. Pa včasih follow-up naredi za koga. Ja, tako je. Ja, Tako da ja. lahko vidiš, kaj se z njim dogaja, ampak pa imel tudi vse sorte, mislim, da zanima več sam teh. Mislim, da je bilo to uradno, mislim, da je bilo to takrat osnova,
Ampak pol je začel vse sorte in pol je imel tam tudi intervju enega, ki se ukvarja z ločitvami. Se mogoče si kdaj slišal za njega. To je ko je nek pravnik. Ja, James Ko ima Sexton. taka malo kontroverzna Ja, on je drugač Mnenje pravnik, včasih. ampak je specialist za... zakon. Ja, še bolj specifično za prenupe oziroma predporočne pogodbe. Ok. In za on ful, pač no, on ful, tak je, da zdaj bi mogoče malo namenila časa temu, meni je bilo zelo zanimivo, ker te prva stvar, ko to poslušaš, se ti zdi, da bo to zdaj, da bo on ful proti poroki na splošno, ne, ker je to pač njegov job, ampak pol, ko poslušaš recimo, jaz sem pol poslušal tudi njegov intervju tu, pa še pač razne druge, pa Huberman mislim, da ga je tudi imel. In je zelo zanimiv, ker najprej razlaga čista formalni del, pa zelo zanimiv, ker ve veliko o statistiki, pa itak on dela v glavnem z, mislim, da je Američan, po mojem, in ima pač te high stranke, pač no. Ljudi, ki imajo veliko denarja, to se pač govori, ko se pol deli, ne vem koliko, par 100 milijonov, ne vem pač no, ne so hude. In je zelo zanimivo, ko pač razlaga o tem, najprej to, ko sem že omenil, da čist, kakve so formalnosti, pa zakaj ponavadi kao pride do tega, pa v kakih bizarnih momentih, ko se mu pač zgodijo, pol pa razlaga, pač se pa obrne čisto na drugo plat teh ločitev pa tega. In pač razlaga, da je koliko se mu zdi v bistvu čuden, da nekdo, ki pač vsakeč, ko recimo veš, da boš imel nek strošek v življenju, načeloma, ne, ful to planiraš, ali pa recimo nakup avta, ful planiraš, načeloma planiraš, no. Tukaj ko gre pa pač za po moje eno največjih tako odločitev, da pač da združiš to informalnost in pač vse skupaj, se pa ljudje mogoče ne vzamejo toliko časa, pa premislijo, kao v bistvu to mogoče lahko prenese, pa to zdaj ne govorim, da sem jaz kot zagovornik ali pa proti temu, samo tako razmišljanje. In ful velikrat je omenil to, da tisti, ki pač so sposobni se pogovarjati o težkih stvareh, pa se lahko pogovarjajo tudi o tem, kaj bi se zgodilo v primeru, da je razen tak, ki pol pride do njega, naredijo to predporočno pogodbo oziroma prenup in pol tudi ponavadi je rekel, da zelo pogosto ostanejo poročeni. In mi je bilo zelo zanimivo, ko je rekel, da ima veliko rajš uncomfortable truth, ko pa uncomfortable truth, thank you very much, ko pa comfortable lie, kao. Ja, seveda. Da je kao veliko boljš že v štartu takoj biti iskren, pa pač se pogovarjati o težkih, imeti težke pogovore, kakor pa obratno, če pride recimo pač do tega, da ugotovite, da bi se mogla razvijati, ali pa da prije v bistvu samo do prepiradinti se niti ne morata skomunicirati, da se pol tukaj naprej stvari začnejo valiti na slabše in da pač veliko boljše recimo skleniti neko predporočno pogodbo, ko si ti pač še hočeš tudi zaljubljen, pa recimo nisi v nekem afektu jeze. Te pa me zanima najprej, kaj si misliš malo o tem. To se ful strinjam, da je lahko zelo dober faktor, ki bo determiniral, če bo zveza uspešna, koliko je par sposoben kvalitetno reševati spore oziroma iti čez težke trenutke. Ker to, kaj si rekel, ne, težke pogovore si rekel, ne? V te težke pogovore bi jaz dal tudi prepire. Velikrat, če imaš ti drugačno mnenje ali pa pogled na nekaj kot nekdo drug, sploh če je to nekdo, ko si ful blizu z njim, je mogoče prepir edini način komuniciranja, ko ga pač poznamo, čeprav ni itak da redko, mislim, ni vedno to zdrav način komuniciranja, ne? Ampak že Peterson je razlagal o tem, da pari, ki se ne prepirajo, ne zdržijo dolgo. Oziroma to so ponavadi pari, ki na zunaj izgledajo ful perfektno, ponavadi v družbi. Vzadi se pa hude stvari dogajajo. Pol pa kar naenkrat se zve, da je enega prevaril. In v bistvu je on to opisal, kot da se nalagajo trenutki pa situacije, v katerih bi mogel eden od para nekaj reči, pa ni rekel tega. Naprimer,
Da za en primer, recimo, da greta nekam na večerjo k nekomu na obisk in se pač partner tvoj ful grdo obnaša. Okay. In ga ti ne popraviš. Aha, nikoli tudi ne Ampak poveš, to, ker da ti gre. potlačiš, daš to pod preprogo, čeprav ti sam veš, pa čutiš, da to ni bilo prav, pa da tudi tebi se to ne zdi v redu. A ne? Ja, to ti polen tak razviješ za njega. Kako se to Tako. reče. In ko se te stvari nalagajo, Peterson metaforo reče, da ti vsakič, ko to narediš, malo nafotraš eno pošast pod preprogo. In pol enkrat ta pošast toliko velika zraste, da je ne moreš več kontrolirati in to so pol ti nepričakovani razhodi, varanja, neki izpadi, tak naprej. Tako da ja, tisti, ko se ne kregajo, imajo usually res nek tak toksičen način ali pa pasivno-agresiven. Samo res tukaj mora iti, da mora biti to, da se pač kregaš ali pač to, da sploh ni neka komunikacija v tej smeri, da ti poveš, recimo, kaj te moti. Veš, pa mislim, da je kreganje že pa eno stopničko više. Ja, sem rekel, da dam to v koš poleg tistih težkih pogovorov, oziroma mogoče, če posplošimo, bi rekel, neprijetni pogovori. Ker to že tako se mi zdi, da se pol ti kregaš, to že pol, da te res tako neki razburi in zdaj ti imaš. Ja. Ne, sej, bolj ključen del tega kreganja se mi zdi, da ni samo kreganje, ampak pa tisti repair po kreganju. Veš, kaj mislim? Sam po mojem že to veliko, da ti dejansko daš iz sebe pa poveš, naprimer, če je sploh neka taka stvar, pa če imaš ti z osebo namen imeti dolgoročno neko zvezo, če hočeš. Po mojem pa je to del tega. Zdaj se mi zdi, da pa čist, a so ti skrego ali ne, se mi pa zdi bolj kuk si zdaj ti, ne vem, tudi uskipljiv mogoče, ne? Mislim, tudi če se nikoli nisi skrego, obstaja večja varianta, da imaš nekaj zdaj, ko te teži, pa si tega ne boš upal izpostaviti ali pa reči, ker v tvoji glavi to preveč ogrozi zvezo. Zato, ker ti tega nikoli nisi delal v tej zvezi. Da bi izpostavil stvari, glede katerih se ti ne strinjaš s svojim partnerjem. No, vse to je, da greš tudi, se mi zdi, dost pogost pojav, da ti na začetku neke zveze full sugarcoataš, pa full, mislim, paziš, kaj boš rekel. Je, ne vem, prvih par mesecev recimo vse full... Kako se že temu reče? Honeymoon phase? Period. Honeymoon period. No, sej, basically same thing. In da v tistem času res kao ti ne boš noč, niti se pokazal načeloma full velik, niti ne boš nekih reakcij imel. Ampak to pa mora spet full odvisen pač od tipa osebnosti. Kak si ti zdaj, naprimer? A si ti tudi nasplošno tako uskipljiv? Ali pa ne vem, kaj je kolerik točno, da nam zdaj kaj narobe rekel? Ja, mislim, lahko je tudi problematično, če, ko si v tej fazi, a ne? Ker v tej fazi si pogosto ful veliko skupaj, pač zelo nagosto preživljaš čas za to osebo, pa ful spoznavaš enih novih stvari v tej osebi, ampak je lahko problem, če si pa zdaj prišel v zvezo z nekom, ki ne zna biti sam. Klingi. Ja, to je kar ki ne zna biti sam s sabo, v bistvu, a ne, ker mu je to ali scary, ali velike ljudi, no, ko se spustijo v zvezo, pa ful stvari pri sebi nimajo razdelanih in jih pa namesto, da bi jih ali sami razdelali, ali pa skupaj s to osebo jih sam prenesajo na to osebo, a ne. Okay. Tako da, če si v tem honeymoon phase-u, se to ful lepo zakrije, ne? Ker si to skupaj, pa ker ne tok, mislim, itak si gledaš na situacijo čez neko rožnato lečo, ki vse naredi popolno. Tako da bi Jelka Reichmann narisala. Kdo? Jelka Reichmann. Kdo je to? Ena ilustratorka mladinske književnosti. Shout out to Jelka Reichmann. To so zdaj bile travme iz srednješolskih in dni na faksu, kaj je bilo tega. No, sorry, jaz sem tam malo zašel. Ampak recimo zdaj to, kar se menima, kam ima to, se pravi, če to povežemo z temi predporočnimi pogodbami. Tako. On pol zagovarja, da je predporočna pogodba nek tip tega težkega pogovora,
Ja. in da je to pač full fajn za zvezo. Zdaj, kako on kukar razlaga zelo, jaz verjamem, da je to veliko bolj podrobno, pa tudi jaz ne vem še dosti o tem, ker nisem se s tem še nič pri svojih rosnih letih ukvarjal. In on pač v glavnem pač zelo površinsko razloži razliko, kaj je med tem, če narediš to predporočno ali pa če ne. In zdaj vsakeč, ko ti stopiš, zdaj to je za njihov, pač verjetno to še bolj pogojeno z ameriškim trgom, ne? Ampak ti sprejmeš s tem, ko se poročiš, tudi neke formalnosti in imaš ta zakonik, ne, v katerem je pač razloženo, kaj mora vsak v paru narediti, ne? Pa kaj se pričakuje, pa kaj morata, pa kako se stvari delijo. In zdaj te stvari so določene po nekem preko obrazcu, ki ga je država ali pa neka konstitucija višja napisala, predpostavlja. Oblike pogodba v bistvu. Ja, se to je pogodba na neke oblike, ne? Ja, se podpišeš. Predporočno je pa, da ti v bistvu narediš svojo obliko tega, ampak narediš svoje pogoje. Ne? Kaj se recimo zgodi, če se zgodi to. Kaj dobim jaz, kaj dobiš ti, če imamo recimo psa, kdo dobi psa, ali ga lahko jaz vidim psa, ali pa tudi za otrok, mislim, in za lastnino, verjetno in za vse skupaj. Se pravi, jaz nisem šel zdaj toliko detajl, ampak se mi zdi zelo zanimiva tema, ker o tem se tudi dost ne govori, pa tudi ne vem, če je zelo. Si slišal sploh, da je bilo na slovenskih tleh? Jaz sem za to stvar prvič čul najbrž v srednji šoli par angleščini, ko smo ta izraz obravnavali, pač prenup. In pol... Zdaj se spomnim ene epizode iz serije Suits, če si čul, kdaj je za Suits. Ja, sam nisem. Tam not je ena epizoda, kjer se v bistvu ta dva glavna lika nameravata poročiti, ampak oče od te ženske noče dati žegna za to vezo, zato ker tip noče predporočne pogodbe podpisati. Ok, štekam. Ampak zanimiv, je bilo pač to na tak način tam narejeno, ker je on bil pravnik, oziroma vsi trije so bili pravniki, ampak on je na to gledal glih obratno v bistvu, ko pa smo mi navajeni, ker recimo tako ni hotel podpisati, ja mislim, da z takim pogledom, ko mi gledamo, da pač ne rabim tega, da pač se jaz dokažem, oziroma da ni mi treba pravno zapisati, na kak način si mi dva zaupama pa delima stvari, ker je pač to nekaj višjega, ko je med nama, blablabla, to sem zdaj nekaj tak razlog naredil, ko se mi zdi, da večina ljudi razmišlja. Ampak recimo pogled od tega očeta je bil pa, da je bilo njemu nespoštljivo, da on tega noče podpisati, ker njemu je bil pa ravno to, na podoben način, ko si ti zdaj povedal za tega človeka, da ti to podpišeš, pa se staviš večji izraz zaupanja pa povezanosti, ko pa če tega ne narediš. Ja, ker v glavnem mislijo, da je to zdaj nekaj takega, ti mi zdaj ne zaupaš, da hočeš to narediti, ampak jaz mislim, da gre za to, da mi dva se zdaj, ko smo v dobrih odnosih, dogovorimo pač kakšni so pol pogoji, če bi recimo prišli do odločitve ali pa ne vem, whatever. Kaj je že imel še en dober quote. Pa ne vem zelo, kaj je bilo. Mislim, da je bilo v tej smeri. Ne se zaradi gnarja vžent, ko si ga dosti cene izposoditi. Ali pa je rekel, moja starša sta bila 20 let srečna, pa sta se pa vženila. Ja, pa ni stala več srečna. Pa so prišli pa še drugi muzikanti, pa so imeli špil. Fajn. Ne, pa so imeli špil. Ne vem, ne bom se zdaj spomnil, tako da ne bom sploh šel v detajle točno, kaj je rekel. Nekaj je bilo, ali da naj jo smrt loči, ali pa... Florian Mike. Da naj loči smrt, ali pa... Nekaj to zdaj s tem, ampak ne vem, ne bom zdaj nič tega komentirati. Florian Mike. Hvala. Boš mogel imeti takle, ti vnal gumico na gobčnik, ust, na majknik. Na majknik je to. Na majknik. Zdaj si me prekinil, sploh ne več, kaj smo to povedali. Da je še nekaj drugega povedal. No, v glavnem, on ful zagovarja to, da pač je veliko bolj smiselno, mislim, po njegov bi mogli vsi narediti oziroma imeti predporočno pogodbo, ker ti v tem stadiju, ko pač si zaupaš, pa ko se imaš rad, pa ko nekomu nekaj dobrega privoščiš, pa mu hočeš dober,
pod nekimi normalnimi pogoji sestaviš, kaj se zgodi v najslabšem možnem primeru, kar se tega tiče. In to on ful zagovarja. Vse deluje, mislim, zelo smiselno, ampak se mi zdi, da je to ena taka tema, kontroverzna, če bi lahko tako rekel, ko se lahko hiter oba pogleda si Kontrirata. pač, da sta isto močna argumenta za obe strani lahko. Pač kaj mislim? Ja, on pač to je fora, češ da ti, če ne narediš prina, pa pol se ločiš po pogojih, ki jih postavlja država, no, če hočeš, ne po svojih. Sam to je menda na konc fora, kakor zdaj jaz razumem, kar sem poslušal. Ti bi imel prinap po tem, kar si poslušal njega? Ne vem, zelo se mi zdi zanimiv, sam ne vem, kako to funkcionira. Mislim, sigurno obstaja. Pač tako zanimiva mi je sicer tema. Problem je zato, ker nisem niti našega slovenskega prava, kar se tiče o tem, nimam pojma, kaj. Zdaj, ali točno pač piše? midva imamo tako družbo specifično pa družinske kroge, da se nismo s tem srečala, ali pa to niti ni v naši kulturi. Srečala s čim s prinapom. Ja. Ja, pa moje, da sam, jaz mislim, da sam... Če so kakšni podatki na sursu. Jaz sam mislim, da zaenkrat pač to pri nas ful ni, ali pa mogoče to, da se ukvarjajo s tem ljudje, ki pač imajo večje premoženje, da je to mogoče ta ena taka ločnica, da imaš pol neki, kar lahko zdaj te ful deliš, pa da te ful strah za nekaj, ali pa če imaš vsaj hišo, ne, naprimer, na ta način. Oziroma, če imata skupaj, ne, v tem primeru, ali pa ti sam, pa je pol v primeru poroke od obeh, naj bi mogel pol deliti po pol, zdaj pa lahko se pa tudi ti ne odločiš. To so prav javno dostopni podatki z imeni in priimki drugače. Register pogodb o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij, če je to. Notarska zbornica Slovenije. Ja, verjetno. Sem hotel zdaj, ne bom zdaj po imenih, ampak Ker naštej vse. imamo dva zradovljice, Aha. ki sta sklenila pogodbo 24.4.2019. A to je primer, ali kaj? Ja, Okay. pa kjer notar hrani pogodbo. Ni pa valjda detajlov pogodbe, ampak 141 strani parov, ki so sklenili te pogodbe, je tule. No, me ful zanima, kakšni tipi ljudi so to. Ja. Kaka so njihova premoženja, kak je njihov socialni status, ne? Tako? Ja, jaz se strinjam s tem, kar si rekel, da je verjetno to bolj stvar, s katero se ukvarjajo taki ljudje, ko imajo več premoženja. No. Mislim, se pravim, to je zdaj zelo hitra špekulacija, no, ker se pravim, meni se zdi to še vse en dost nov pojem, oziroma nisem se nikoli s tem tako ukvarjal. Lahko, mislim, zelo veliko stvari je odvisnih od konteksta, ne? Okay. Se pravi, predstavljaj si, da si en podjetnik, ki dela v družinskem podjetju, Sure, ki je zelo uspešno, se pravi, govorimo o tem, da imaš pač ti sigurno milijonsko premoženje. Ali pa lahko govorimo tudi o več 100 tisočih, je že tudi dovolj. In pač imaš slabo izkušnjo z gold diggerji, se pravi ženskami, ki te osvajajo samo zaradi denarja. Okay. In je lahko pač prinap neka zelo čist klasična odločitev pred poroko. Sploh če se z nekom ženiš, zelo hiter. Ne? Ampak to je zdaj, tukaj gre bolj, da se ti zavaruješ, to je bolj ta pogled, kukor pa, da bi ti zdaj bil pripravljen bolj fair razdeliti v dogovoru dveh. Ja, sigurno. Ne. Tu se mi zdi, da takoj ima tako negativno konotacijo. Ja, vse sem mislil takoj raz, da je takoj zdaj tu na druga stran, zakaj pa se pravi ti to rabiš, zato ker ni zaupanja v tej zvezi. Ja, ne, veš, in pol smo že takoj na takoj si na tankem ledu, kar se tega tiče. No, on je pol tukaj omenil, tudi zelo, mislim, zanimivo, da gre pa še vsajen, da gre pa v vsakem odnosu tudi za ekonomsko izmenjavo, če hočeš. In da to ni zdaj nujno sam denar, ne?
ampak razlaga o tem, da se pač vprašata, kaj zdaj jaz prinesem odnosu, pa kaj ti prineseš na enem odnosu. Ne? In pa zdaj, ko si gold digger, da zelo pogosto, oziroma on se tudi s tem ukvarja, ker ima veliko moških, ki so pač zelo uspešni, pa na drugi strani imajo pa neko lepo žensko. Ne? In pa je tudi to napisano in je rekel, da je bilo zelo bizarno, ker je imel vmes eno pogodbo, v kateri je pisal koliko kil se lahko zaradi ženska. In kao, da če se preveč zaredi, oziroma da nekaj ja, na ta način, da pač prije lahko do ločitvenega postopka, oziroma da pa nič ne dobi ono ven iz tega, na to fora. Pač nekaj take, ali pa ne vem, ali pa zelo recimo še vse na zaupanje, pa koliko recimo ljudem, ki so zelo uspešni, to je verjetno, tako da ti res denar ne pomeni več, da je vprašal to osebo, kaj se zgodi, oziroma pač, da je zelo pogosto to, da pač imaš, ni zdaj nujno moškega, ampak da ima reči prvo osebo, ki je zelo premožna, pa drugo osebo, ki ni tako zelo premožna in se pač poročita in pol vprašal to osebo, moškega v tem primeru, ne, da kaj hoče, koliko želi, da ona dobi v vsakem primeru, ne, preko dajte je 5 milijonov. Veš, ko je za naj, tako po moje to, ne, 5 milijonov. In je pač malo to zaupanje, vidim tu malo, ne, pač, okay. Po drugi strani pa verjetno je mu je tudi pač toliko vsajen, da rajš pač pokrije to, pa da imaš, ne vem, mirno vest, ali ne, samo to so, ne znam si predstavljati to, ko so taki zneski, veš. Mogoče se že pri velik parih na stran potisne razmišljanje o tej temi. Kao denarju, ali kaj? Ja, to sem mislil napeljati o teh predporočnih pogodbah, zato ker so že same finance taka tabu tema. Ja, tudi, ja. Mislim, tabu tema v veliko odnosih se mi zdi, da so finance. No. Pa sej mislim, da smo na splošno, mislim, odvisno zdaj s kom se družim, ampak jaz se zdi, da večina ljudi ti ne bo povedala, koliko zasluži, ali pa že koliko računa, se mi zdi, že to včasih taka. Mislim, to se mi zdi bolj razumljivo, ampak hočem reči, da je to tabu tema že med partnerjem. Ja, razumem. Ful velikrat lahko. Ja, da poveš, koliko si zaradil. Ali pa koliko si zapravil za nekaj, tudi, ja. Kar si kupil, ne? Si dala 500 evrov, že če predama ne čota. Predama ne čota. Ne vem, to se mi zdi zelo tudi, pa tudi kakva potrošnika sta zdaj oba, ne. Pa če imaš zdaj en tak par, če gremo nazaj na te premožne, pa, oziroma da je en del zelo premožen, drug pa ne glih gold digger, ampak pač no. In da ne zna tako z denarjem mogoče delati, je pa mogoče hiter to, da je on... Težava. Ja, namr si to zdaj, ker zaokrože. Ja. Mislim, no hiter pa malo lahko prije do tega, pa je to problem. Zdaj, ko smo se o tej temi menila, sem se spomnil, da je na Modern Wisdom podcastu Chris Williamson imel eno žensko, ki je v bistvu uspešna, verjetno je neka podjetnica, nisem pa ziher, ker itak karkoli skoraj delaš, pa služiš od tega, si podjetnik, ne? Če delaš to neki sam ali pa imaš nek brand, ampak kakorkoli, ona živi v Dubaju. Itak. In tema je bila, ja. Kakšna je dating scena v Dubaju. Okay. In je ona razlagala, da je pač specifika, če primerjava z preostalim svetom, da ti imaš v Dubaju tak nasičen, bomo rekla temu, trg moških pa žensk za pač dejtanje, oziroma nisem se prav izrazil, tak nasičen trg premožnih moških pa žensk. Okay. Da v bistvu ženska, tudi, da ta stereotip ne drži, da če si ti pač ful lepa ženska ali pa model, pa boš šla v Dubaj, da si boš tako enega najdla. Je kaj ful takih že tam verjetno. Zato, ker imajo oni toliko tega na voljo, da še vseeno baje tisti moški, ko so tam uspešni, ful preferirajo, da si najdejo žensko, ki je isto v nečem ful uspešna. To pravi, da mora biti to poleg tega, da fajn zgleda. Da so se pač zaradi tega, ker je tam toliko veliko premožnih ljudi, da so se standardi toliko dvignali. Supply and demand, ne? Ja, tako. Zanimivo. Pa sej ni v Dubaju, to je zdaj spet, nisem bil v life v Dubaju, niti ne vem, nisem nikoli delal tam, da je tudi problem, če greš tja kao
delati, ali pa tudi, če imaš ful denarja, pa da greš tja, da je vedno nekdo, ko ima ful več. Kot in da kao ta veriga tukaj visok gre, da pač ni šans. Ja. Verjetno ni zdravo, da si tam, če izključno iz tekmovalne narave. Mislim, da verjetno te hiter požre to baje. Ja. To je tako, pol, če nimaš nič, greš v Dubaj in pol imaš ful kar naenkrat, ne, pol kar rasteš. To je kar tako. Kar samo pride to. Dubaju, da živiš v Dubaju. Nisem mislil pan unintended. Če imamo Dubaj v Sloveniji tudi shout out to Dobje pri planini, ki ga njegovi mlajši prebivalci kličejo Dubaj. Kaj je to? Dobje pri planini. A to je to? Šentjurja tam gor naprej. A ja, pa sam kličejo ga tak in to je to. Ja, Dubaj. Ja, kraj je čujem. Tam je tudi moja mama doma. Tak prijeten kraj. Ne poznam zelo dober, bil sem pa parkrat tam. No, boš mogel iti na obisk naši lahti. Da zdaj prek podcasta planiramo obiske. A to je zdaj, lahko da ima to pogodbo. Tako. Kolikrat moraš iti na planino? Ne na planino, na Dobje pri planini. To se pa tebe stepl, če boš rekel, da se planino. Zajem nazaj. Ja. Jo, kaj se ne razumejo? Ne, se razumejo, sam se ne identificirajo kot planinčani. Tako da je to na osebni gor. Tako, ko imaš zgornje Savinjsko pa spodnje Savinjsko. Ja. Pač niso vsi Savinjčani, ampak eni so zgornje Savinjčani, eni so pa spodnje Savinjčani in boh ne di, da to zamenjaš. Okay. Pa še v zgornje Savinjski imaš zadrečane, pa... Aha, treba se čim bolj razdeliti. Dajmo se čim bolj razdeliti, pa čim manj sodelovati. Če vse sodeluje, pa kar pa ne. Ja, pa zelo so si falša en drug. Je to pa je naša vrlina, da smo malo zašla drugač. Ja, nismo, samo šla smo na drugo temo. A si še mislil, kaj je na to temo porok? Ja, čas je, Matej. Čas je. Da greš na kolena. Da grem jaz na kolena? Ja. Da sem pričakoval nekaj druga. Mislim, da je bolj za tebe čas. Zakaj? Ne vem, ko si malo starejši, ko jaz. Zelo To je tudi zanimivo, ker to tudi razlaga o tem, da pač sploh ni bitno. Veš, kaj pa ni omenil, to vam bilo zelo zanimivo, ni pa nič omenil teh age differenceov. Ko je recimo bilo nekaj časa zelo tabu tema, ali pa še zdaj imaš neke te, če se vrnemo nazaj na bolj uspešne, pa imajo zdaj z domlajšim. To pa nisem čist nic zasledil, da bi karkoli omenil takega. Ja, mi smo letos 3-krat igrali na kakih takih porokah, kjer je bil velik age gap, ja, oziroma starostna razlika. Tako. Učimo se slovensko s Florianom in Matejem. Short form. Ja. Ne, jaz nisem do zdaj videl ene take, da bi bilo to zelo, da ne bi čudno izgledali. Čudno izgledali. Ja, se vem, kaj misliš. Da ne bi izgledali nenaravno. Nisem jaz nihče, da mi zdaj to sodo, ampak da bi mi izgledali naravno, no tako je. Ja, ne vem. Praviš, da ni o tem nič govoril. Jaz sem kar nekaj poslušal podcasta od njega, pa teh video pogledal, pa nisem nič zasledil pametnega. Se sploh ne spuščal to. Jaz mislim, da lahko zveze z velikimi starostnimi razlikami funkcionirajo, ampak mediji pa mimi bojo vedno v ospredje postavljali tiste smešne ekstreme, ko so 50 let narazen, pa ja, ne vem. Imaš pa Al Pacino, ko ima 27-letnico, pa je koliko star, čez 80. Ja, je kar ja, ne vem, ampak... Pa on tudi od Red Hot Chili Peppersov. Ampak to so spet, a ne? Ne vem, se DiCaprio tudi drugač. Ja, DiCaprio pa... Pomeni je na 25. Ja, ali koliko je, ne vem, je 27 ali? No, nekaj tajega. Včeraj sem... Čak, bom da to dokončal. No, daj. Da ne vem, a nam to zdaj mediji toliko distorzirajo sliko, da je to res ful čuden. Oziroma ne, nam distorzirajo sliko, da se to dogaja samo v estradi pa pri slavnih ljudeh. Ali je pač tega ful več.
Ne, jaz mislim, da je tega ful več. Jaz mislim, da že itak je to, ko si bil ti v srednji šoli ali pa v osnovni šoli, pa ko si se malo začel zanimati za punce, so pa moje, ne vse, ampak velikih je takih, ko pač gledajo bolj za starejšimi. Ja, je res. Ja. Ti si bil star 18, ona je pa gledala neki, ne vem, Redko boš najdel veliko starostno razliko, pa da je moški ful mlajši kot ženska. Zdaj tukaj je bilo tudi govora o tem, to so zdaj spet take teme, ne bi šla pregloboko, ampak da pač ženske veliko prej dozorijo, ne? Čustveno misliš? Ja, nasplošno, samo to je zdaj tako, ne bi zdaj jaz rad komu na žulj stopil glede tega, je tudi kdo je zdaj provider, pa to ne, to so zdaj te debate, ko ne bi nočem zdaj preveč zabluziti. Pa vse to so vse pač neki kulturno pogojene. Ja, itak, ja. Ampak naprimer, no to se mi zdi, že bilo tako zelo, to mislim, da imam tudi jaz spomine na to. No, omenila smo DiCaprija. Ja. Včeraj sem bil v kinu in sem gledal film One Battle After Another. Ena bitka za drugo. Včeraj si bil? Ja. Aha, ok, to. In mi je bil ful dober film, ampak zelo sveže se mi je zdelo, da smo dobili eno originalno zgodbo. Ker večinoma, kar zdaj vidiš, so... Misliš v scenariju pač? So remake-i, so naslednji deli od včasih, so neki prequeli, so adaptacije knjig ali pa igrc ali pa tak naprej. To pa čist frišno zdaj. Malo ljudi se spravi, se mi zdi, ne bom rekel malo, verjetno je veliko tega, ampak je bolj riski, ne? Ker nimaš ti podlage kot režiser, sploh če si nov režiser, verjetno, da bo tvoj film uspel, če bazira na nečem, kar folk sploh ne pozna. Ja. To je bil sicer en pač znan režiser, ampak zelo zanimiva zgodba. Se pravi, imaš eno aktivistično skupino, ki na mal agresiven način ta svoj aktivizem izraža in oni v bistvu rešujejo imigrante, pa uprizarjajo neke eksplozije, pa ne vem kaj. Je pa to nič po resnični zgodbi, vse je izmišljeno. V neki fiktivni Ameriki, kjer so politiki še tako mal neonaciji, ki pač hočejo ohraniti Ameriko pure blood, da ne sme biti nobenih Mehičanov, nobenih Črncev in oni se pač proti temu fajtajo. To je tukaj skregan drugače. In je kar crazy koncept, ampak po drugi strani pa pač ful kritika pač odziva Amerike na imigrantsko krizo. Ok. Zanimivo, ne, ker tudi to, ko si zdaj najprej omenil, da je zelo riski, verjetno že tudi zaradi tega, ker nimaš tudi nobene podlage, se bo to dobro prijelo, ne? Koliko je pa stara produkcija to? To je zdaj, misliš, precej nov. Zelo novo, vse če je v kino, je, mislim, zelo malo časa za njih. Ko zdaj se sploh ne spomnim, kdaj je bilo kaj takega, da sem gledal, pa da ni bilo zdaj po nečem. Matej, za tiste, ki ne gledate, Matej je probo malo čaj popiti in se je polil. Joj, trovac. Kako pa, da si se odločil glih za ta film, drugače? Poznam režiserja osebno. Pač poznam njegove filme, zelo priznan, pa zelo je bas okoli tega filma, zelo, da je pač zelo kvaliteten, tudi IMDb score zelo visok. Ampak vseeno, mi je bil film zelo všeč, ne bi mu pa dal jaz tak velik score, ko je pač trenutno dan. Kako je bilo prikazano, kako si rekel, neoriginalno ameriško prebivalstvo, no? Avtohtono? Jaz sem prej to komentiral, da se mi zdi to zelo kontroverzno, ne, glede na to, kako je Amerika sploh nastala, pa kdo je bil najprej tam. Zato sem rekel, da je kontroverzno. To me zanima, kako je prikazano prebivalstvo, kaj to pomeni zdaj? Ja, Amerika je prikazana zelo kot pač taka, kot je trenutno. Kaj to pomeni? Ja, pač rasno mešano. Aha, tudi tam je tak prikazano. Imigranti. To se dogaja kako bi pa hotel imeti? Ker tudi ta politika
Ja. To sem ful posplošil. Ni vsaj ni bilo tako prikazano, da je celotna ameriška politika deluje na tak način, da hočejo ohraniti čisto raso, ampak je to bil tako neka znotraj politična skrita organizacija, tako nek novodobni Ku Klux Klan, a veš. To Pa je so se tudi aktivisti. z šiframi, ne aktivisti, Aha. ampak politiki, Aha, ok. proti katerim so se aktivisti borili. Aha, ok, torej oni se zauzemajo za multikulti. Tako, aktivisti se, okej. ker tudi večina teh aktivistov je bilo črncev, pa Mehičanov, ki so bili imigranti, ko so prišli v Ameriko. Zanimivo, no, vse te dve skupine sta najbolj. Ja, ampak mislim, da je Za Ameriko. film pač verjeten za nekoga, ko je full v simboliko pa metafore, pa tudi za nekoga, ko v Ameriki živi, se mi zdi, da ta film zelo drugače doživlja, kot pa sem ga naprimer jaz, Definitivno, ja. da je veliko enih prikritih pač simbolov, Še noter. Ki jih ti nisi videl, si jih videl. ki sem jih videl, pa se me pač mogoče ne dotakne, Aha, tako okej, bi se valjda, ja. nekoga, ko tam živi. Ne? Ja, itak, to je čist, mislim, sigurno čist drugače pogledaš Mhm. na neko tako stvar. Če tam nas to bilo zanimivo, pol vprašati nekoga, Ja. koga iz Amerike nimamo. Ali pa nekoga, ko se spozna na, ne vem, to zgodovino diskriminacije ali pa imigrantsko krizo. Imigrantska kriza tudi kar zelo aktualna. Zelo. Sploh zaradi... Pa se že par let. Že dolgo je. Priporočam ful zanimiv vir za branje o imigrantski krizi. Eno veliko poglavje je o tem v Hararijevi knjigi 21 nasvetov za 21. stoletje. Bomo dala link spodaj. Tako bomo. Bomo dala link. Zdaj mi pa ti povej, kaj sem te že hotel vprašati. Viš, ko si Se nisi takole napisal. telepatsko povežemo? Se pa povej, kaj sem te hotel vprašati. Ja, fajn. No dej, kaj sem te hotel vprašati? Kdaj bo kosilo? Res je. Ga se spomniš zdaj, ali sem spomnil? Zdaj se bom malo cajt vzel, da se spomnim. Okay. Sem zapel. Govorila smo o filmih, hotel sem o filmih. Vem, da imaš ti ful rad vojne filme. Ja. Zdaj, ne zdi se mi to, da je neka taka lastnost, ko jo imaš ti specifično, To je, Ker se to je mi del zdi, moje osebnosti. da so sploh med moškimi zelo univerzalno loved filmi o vojni. Se mi zdi. Ja, bolj sigurno. No, to je, Ne vem, kaj pa tep, pač kaj ti doživljaš, ko te vojne filme gledaš, zakaj ti je to tak fajn, ker mislim, da na koncu ni sam pač akcija. Ker je tudi veliko dobrih vojnih filmov, ki sploh niso na Ja. osnovi neke hude akcije. Ne? Najbolj mi je zanimiv ta aspekt, ko prikažejo, oziroma probajo prikazati stvari, ki se jih v šoli ne učiš, naprimer. Ali pa, ne vem, čist nek drug pogled je, ko ti nekaj bereš o neki drugi svetovni vojni, naprimer, ko gledaš nek film, se to je zdaj tako, kako so oni to zdaj dobro Ja. poustvarili, ampak čist neke druge, ti lahko tudi neke emocije doživiš, ali pa lahko si na drugačen način apatičen, empatičen. Pa dejansko vidiš, kaj vse se še zraven dogaja, ali pa mislim, se je zdaj, itak imamo vojno, lahko odpreš 24 ur ali pa kjerkoli MMC ali pa kjerkoli portal, pa pač ti buta v free, sam to, ne imaš fulajnih novic. Ampak čist nek drug prikaz je, pa zanimivo je, ko imaš fulje recimo filmov, ki prikazujejo ameriške vojake, pa njihovo perspektivo, pa imaš pa iz druge smeri tudi. Nemška tudi, pa, ali pa kakaj Italijana. Meni je najbolj zanimivo, ko prikaže neke določene stvari v zadnji, ker to zdaj, ne vem, vojnih filmih pol je tako, da nimaš ti zdaj sam neko nasilje, ampak imaš tudi v zadnji neke ljubezni, ki se dogaja, ali pa kar recimo počuti nekdo prednji prišel tja, ali pa neke scene, ne vem, ko imaš, ne bom zdaj film omenil, imaš eno skupino, mislim, da nemških otrok, ki se ful veselijo, da bojo se lahko pridružili, tako da bi mi dva zdaj bila čisto nahajpana, ker sploh v bistvu ne veš, kaj te čaka.
Se to mogoče sem ti, ne, no, se ni več. Ja, Mislim, sem ti že zlagal, ampak v glavnem en bi kar pobegnil od doma in so vsi ful navdušeni, tako da je pač zmaga že njihova na ta način. to je All Quiet on the Western Ja, Front. mislim, da je. Pol pa že v bistvu prvi dan jih vrže ven jarek poln vode in najprej tisto vodo s svojimi čeladami ven zlivajo. Pač praznejo jarek v bistvu, pa pol prikazuje napad, pa že kar v prvem napadu zgubi tudi, ne vem, mislim, da jih je bilo 5 ali 6 že kar v prvem napadu, sam 2 ali 3 ostanete, pa sam enega, pa spremeš naprej. To, kao v bistvu se njim še dogaja, pa neke te banalnosti ti prikaže film, ki jih mogoče tako nisi se nikoli učil, če te zdaj to zanima. Nekaj veliko kakšna mama ali pa kdo reče, tako ja. Pa to gledaš, to je samo streljanje, pa samo nasilje. Ja, lahko gledaš sam to, ne? Imaš take filme, lahko pa gledaš nekaj, kar ti prikaže še drug aspekt tega, da to ni zdaj samo. Meni se zdi, da se lahko tudi iz teh filmov posredno ogromno naučiš o človeški psihologiji. Se pravi, kako se ljudje začnejo drugače obnašati, ko so porinjeni v neko situacijo ali pa okolje, kot je na primer vojna. Pa pranje možganov, pa nek čredni nagon. Tudi to ne, ja, se pravi te propagande, pa to, da ti lahko misliš, da točno veš, kako moralo pa vrednote imaš. Pol, ko si pa v vojni scenarij vržen, se pa to ful hitro spremeni. Ja, pa tem ti gre pol, ne, zdaj, če greš, te ti gre za življenje in smrt, ne, sam to je tako, jaz smo lahko zdaj to pametna tule. Ja, valjda, ja. Doma to je čist commentary. Ja, tako da, ja. Zelo je zanimiv, ko pol recimo en tak odsek, ki jaz ga ful nisem dosti pogosto videl, ker glavno spremljaš ti eno stran in ko bojo zdaj oni vse naredili, da zmagajo, da preživijo, imaš pa tukaj en primer, ko pač imaš te pač kot minsko polje in imaš dva, spremljaš tega junaka, če hočeš, pa na drugi strani nekoga iz nasprotne smeri. In v bistvu ugotovite oba, da sta brez naboja in pol nekaj časa ful kaže hand to hand combat oziroma pol, ne vem, z lopatam pa to in pol v bistvu zgubita oba še tist, kar imata v rokah in pol on hoče njega, da ima reč zadušiti zemljo. In pol, ko je že on skoraj na koncu, mu pade, ne vem, kapa dal nekaj in pač vidi, da ima on isto familijo kot on, naprimer, ne. In pol mu začne pomagati, da bi pač tako, da se neka morala zbudi v njemu in da vidi v bistvu, da ni zdaj dejansko on njegov nasprotnik in mu pač hoče pomagati, pa kao ga rešiti, sam je tak prepozno. To mi je bilo všeč, ko si rekel, da ti je fajn, naprimer, ko se izpostavijo neke zgodbe, ki jih prej nisi poznal, ne? Ki jih v šoli niso pokazali, ker pa ne, zdaj ne govorimo o nekih stvarih, ko bi hoteli zamolčati, ampak toliko gosto je toto krvavo 20. stoletje, ne? Ja. Da je še toliko enih zgodb, ko še bojo povedane, pa ful jih je, ko ne bojo nikoli povedane, ne? In recimo Dunkirk je en film vojni, ki je pač o temu Dunkirku, o tej zgodbi jaz nisem vedel nič, ne? In je že sam zato bil ful zanimiv. Pol imaš ful teh judovskih zgodb iz holokausta, ko so posebej posnete, da se osredotočajo mogoče samo celo na eno osebo, ampak pač koliko je teh oseb, ne? Zdaj sem prebral ta strip Mouse. Ful priporočam, res zanimiv. Z pač mačkami pa podganami narisan, kaj se je dogajalo v obdobju pač holokausta v drugi svetovni vojni. V bistvu tako je ilustrator, je v bistvu stripar, ali kako se temu reče, je on noter razlaga, kamu njegov oče razlaga, ki pa je preživel holokaust. Pa preživel je pač ne, mislim, da 2 taborišči. Ampak on je bil v taborišču kot žrtev. Ali... Tako, on je bil žit, ja. Okay. In tudi tam vidiš v tem stripu, pa tudi v kakih filmih, je ena taka plat, ko si rekel, če si ti recimo nemški vojak v taborišču,
Pa recimo, da ni uspelo sistemu, da so ti upravili možgane, kar se Židov tiče, ne? Pa da še imaš neki človečnosti pa morale, ti še vsem riskiraš, da bojo pa tebe ubili, če boš komu Ja, pomagel. itak, ja. Ker pač kaj lahko ti tam narediš? Ne? Lahko si, po mojem, sam zbral, kaj je najmanj slabo, kar lahko narediš, ker sklepam pa, da če je pa nekdo se začel ful v redu obnašati skozi daljše obdobje, je pa postal sumljiv, ne? Do Židov. Ja, na verjetno. primer, ne. Mislim, redko so stvari tako črno-bele, ko pač Jaz si mislim, ljudje da hočejo razlagati. načeloma da so Ali zelo pa redko, nikoli, bi rekel, ali pa nikoli, ja. V glavnem, meni je najbolj to, da vidiš ti neko tako ozadje, zdaj, ko si me vprašal, da vidiš ti neko ozadje, pa da lahko neko drugačno empatijo, da ni zdaj v bistvu, da gledaš to zaradi nasilja. Tudi, ne vem, no, jaz mislim, da... Ne vem, no, zdaj, če gledaš zelo črno-belo, pa bi lahko na ta način dojemo to. Drugače pa načalo mislim, da imaš tukaj enih stvari še pol tu zraven. Imaš pa tudi, ne vem, ljudem se pa tudi ne da gledati, zato ker jih pač zgodovino splošno zanima, ali pa im je pač to res odurno, sploh če je kak bolj gory film. Oziroma Ja, bolj, mislim, se ene naredijo težke za gledati, ampak eni pač režiserji se nočejo odmikati od resnice preveč, ne? Ker če hočeš pa ti film narediti mainstream, boš pa mogel malo lepšati vse skupaj. Ja, zato da boš sploh predvajan, po mojem. Ja. Vse čeprav ne vem, a je bil Saving Private Ryan mainstream. No, ampak tudi Mislim, ni bil mainstream, ampak še vse prikazuje. Ne, mislim, imaš določene stvari. Ja, pa ampak, je, ko ima čreve ven. ja, mal je gor, ja. Ampak je še vse prikazan tako, pač zmagovalci piše zgodovino Tako, in zdaj to pa prikazuje res, ja. zmagovalca, ne, in mi jih bomo potamanili in to bo zdaj. Ja. Ne, Mogoče je bilo eno tako obdobje vojnih filmov, ko so bili na to foro, da se osredotočili na zmagovalca, pa na to, kako so vse perfektno speljali. Pa je bila pa neka taka renesansa filmov, ko so bili pa tak it's not that simple, ne? Pač koliko je stvari šlo narobe. Tako da ful kompleksna tema, no. Meni je ful zanimiva. Že zaradi tega zagledati, ker ni tak, ker lahko pogledaš en za drugim dva različna vojna filma, pa boš dobil čist dve različne leči na eno situacijo. Imaš en tak zgodovinski hoče prikaz, pa imaš pa Inglourious Bastards, ne, ko se pa spravimo na njih. Ko pa spremenimo zgodovino, ja. Mislim, no, tudi, mislim, to tako, zdaj tisti, ki ste gledali, to tako vete, o čem govorimo, da ga če pa to tak distorted. Ja, ampak In zgodba in vse priporočamo. Ja, zelo priporočamo. Neslavne barabe. Od Quentina Tarantino. ja. Vriteninen dikterinin. Jaz se ne moram spomniti, pa nisem to reči. Kak je? Vritenin en direktionin, ne vem kva. Written and directed by... Vritenin en direktino. Ne, to sem zdaj prav rekel. Ja. Quentin and Tarantino by written directino. Tako je, prav. Oj. Ja, noč. Od porok do vojn, kaj bomo še kaj omenila? Še ima kaj drugega danes na seznamu? Mogoče imamo kaj aktualnega zdaj? Ja, vmes narediti moramo drugače eno epizodo, da malo povemo izkušnje iz dopusta. Ker je bilo planirano, da bomo posnela epizodo, ko pridemo z dopusta, ampak pol se tukaj nekaj stvari dogajalo. Imaš prav. Mislim, In to je bilo poleti. Mogoče ne rabimo cele epizode. Ne, cele ne, ampak mislim, da je bilo smiselno malo navedeti, pa mogoče najdemo tudi tam kak tips and tricks. Dajma sam za zaključek, jaz imam tule ene zanimive kartice, Okay. ki sem jih kupil iz Sheina. Ja, Kak rečeš ti? Rečeš Shein ali Shine? nič od tega. Nič še nisem kupil iz Sheina do zdaj. Meni se zdi, da če bi se rekel Shine, bi moglo pisati Schine. Ne? Ja, Shine. Ampak piše Ne, Shein. Shein po moje bo kar... A to je skupaj, ne? S-H-E-I-N. Ja. Tule imamo Shine. 3 Shine! tipe kartic, ki so conversation starterji. Ok. Pa imamo intimacy, mindfuck, Ojoj. pa vulnerable. Mindfuck. Torej, Mindfuck. intimnost, nekaj pretegnenega, pa randljivost.
Jaz bi nekaj pretegnenega. Nekaj pretegnenega, le. Pa izvoli in povleči tule iz... A to zdaj kam? Zdaj povlečem. Ok, zdaj Matej mi je, za tiste, ki ne gledate, Matej mi je zdaj iz kupa kart ponudil samo karto. Ponudil eno karto iz 3 segmentov. Zdaj sem si eno karto zbral iz segmenta nekaj pretegnena oziroma mindfuck. Bomo videla, če se sploh v redu kartice. In zdaj kam moram zdaj? Zdaj v bistvu preberem, kar piše na kartici. Aha, in pol sem pač... to je samo, kot da ti da temo in pol zdaj ti se pogovarja. Ali je pa vprašanje, ne vem. Okay. V angleščini piše Given a chance, would you restart your life with your current knowledge? To imam pa veliko temu zapovedati. Se pravi, če bi imel priložnost, a bi na novo začel živeti z svojim trenutnim obstoječim znanjem, ja, tako. Ja, zelo mamljivo je, ne? Ja, zakaj pa ne bi bilo mamljivo? Sam zaradi tega, ker sem nedavno prebral eno knjigo z naslovom Replay, kjer v bistvu... Dej po mesto pol povejo, pa ti rajš prvo, da ne bom zdaj čisto v to knjigo šel. Ti bi to naredil. Da bi začel na novo svoje življenje, ampak da bi že posedoval znanje, ki ga že imaš. Zdaj, edini argument proti temu, zakaj tega ne bi hotel, je to, da si spojlaš, ampak da omogočiš to, da imaš čist plastičnost možganov, da lahko se vse na novo naučiš v drugi smeri mogoče. In da je bilo mogoče lažje, bolj sam po drugi strani ne bi mogel usmeriti, da bi prišel spet isto do tega. Ker si zdaj in pol nisi nič naredil in pol si sam... Mislim, lahko reče, da si vrgel stran čas. Veš kaj? Mislim, mogoče imam sam zaradi te knjige malo več o tem. Čakaj, zdaj pa povem, sam preden si knjigo prebral šel sam, ker zdaj meni zdi, da to, jaz ne vidim nobenega nekega hudega, kako se reče, konc po slovenski. Česa? Zakaj to ne bi hotel? Ja, minusa, ja. Mislim, to vse... Jaz mislim, da ta prvo, ko na to pomisliš, res misliš, da ni nobenega minusa, ampak jaz mislim, da bi zelo hiter... To je zdaj tvoja misel, preden si tisto knjigo bral? Ja. Okay. Da bi zelo hiter lahko začel razmišljati, kako izkoristiti to, da veš, kaj se bo zgodilo. Aha, ker jaz sem imel v glavi bolj to, da uporabiš znanje, kot pa zdaj za predikcije. Ampak boš pa tudi vedel, kaj se bo zgodilo, ne, če si na novo začel življenje. No, veš, jaz nisem tega aspekta imel v glavi. Jaz sem imel bolj to, da imaš ti neke skille, pa neko znanje, how to, nekaj, veš. Sama bi bil ti pol zadovoljen, mislim, se ti zdi, da bi te nekaj sploh lahko izpopolnalo, če bi mogel tako malo truda vložiti v neke stvari. Ne vem, jaz bi pol recimo, če imaš neke take stvari, ne da si jih obžaloval, pa da imaš recimo nek aspekt življenja, ki bi ga lahko še zboljšal, če bi vedel, da lahko prej začneš to delati, bi pač to naredil, ne? A veš, da imaš ti pol priložnost, da izboljšaš recimo krat 2 verzijo trenutno sebe, če bi se vrnil nazaj v preteklost, s tem znanjem, ki ga imaš zdaj. Samo vsem bi pa mogel z možgani, ki jih imaš zdaj, iti čez celo osnovno šolo, čez celo srednjo šolo. Ja, to misliš zdaj, da bi ti bilo ful lažje? Okay. Ne, da bi ti šlo na K. Na kum. Ne vem, kad ti tako veš pol, da nimaš neke, mislim, veš, ker ti zdaj sam nekaj je znanje, nekaj pa zdaj razvoj tvojega telesa in fizičnih sposobnosti, veš. Ker tudi, če imaš ti zdaj toliko enega znanja, lahko si boš ful pomagal, ampak zdaj, če nisi sposoben, ne vem kva, ne vem, že tako je malo kontroverzno to, ker če zdaj možgani niso dosti razviti, kaj boš imeti pol, veš, kaj mislim. Ja. To je tako malo, zdaj, kje so meje tega, ne? Mislim, itak vemo, da je nemogoče. Ampak ti bi lahko recimo pol, če imaš neko znanje, pa če si zdaj nek tak človek, kot ne, da zdaj iščeš sam bližnjice, ampak da se ti gre, da posperiraš, ne, bi mogel vsaj krat 2 biti uspešen na področjih
življenja. Ne vem, nekaj bi zdaj to, a veš. Jaz bi... Recimo, kar veš o financah, bi zdaj sam buildil, naprimer, ali pa kar veš o športu, ali pa kar veš o sebi, ali pa kar veš o razmerih na tej smeri. Po tem, kar sem prebral, pa to ni teoretična, to je fikcija, ta knjiga. Okay. Je pač neka izmišljena zgodba. Ampak potem bi jaz na to vprašanje odgovoril z da, samo če bi moje življenje mi bilo neznanka za naprej, kar se tiče tega, kaj se bo dogajalo v mojem življenju. Ja, ko zdaj ne vem, a to imaš v tem primeru ali ne? Ja, ker če začneš svoje življenje na novo, ga začneš v tistem letu, ko si se rodil, ne? Ja. In če ga začneš z svojim obstoječim znanjem, pomeni, da pol veš, kaj se bo zgodilo tekom tvojega življenja do te starosti, ko jo imaš zdaj. Ja. Ampak to pomeni, da lahko zdaj ti tudi kaj več iz tega narediš, ne? Lahko, ampak pa spet ne veš, kaj bo. Ful je enih moralnih, ker sem zdaj jaz dolžen se ukvarjati s tem, da preprečujem vojne, da preprečujem atentate, da preprečujem to pa to, zato ker vse to vem. Ker tukaj, tu se je pa recimo v tej knjigi je bil point zelo podoben, ko se zdaj menima, da je nekdo se zbudil in je bil na faksu v študentskem domu, ampak je vse vedel do svojega 50. leta. Sam zbudil se je star toliko spet, ne? In je pa to on izkoristil ta čas v tem lifeu do tiste točke, ko je spet umrl v bistvu. Vedno, ko je umrl, se je vrnil nazaj na to starost, ne? In on je vedno pa izkoriščal stave, ko jih je poznal, da je zaslužil full hiter, investicije, ker je vedel, kaj se bo zgodilo z Appleom, kaj se bo zgodilo z Microsoftom, kaj se bo s Coca-Cola zgodilo in tak naprej. Ampak, ker je imel pa pač več teh ciklov, ker vedno, ko je prišel do 50, je prišel pa nazaj, je vsako življenje v bistvu živel malo drugače, ne? Koliko je pa bilo ciklov? Ker prvo življenje, ne vem, koliko jih je bilo pa na koncu, kar velik. Ampak to prvo življenje je, naprimer, porabil za to, da je ful investiral, pa ful obogatel, ampak to je relativno tak hiter moratal, da ga to pa sploh ni zadovoljil, ker je bilo pač too easy, ne? Pol je šel pa v drugem lifeu, v drugo skrajnost, da je imel ne vem koliko žensk, da se je totalno zadrogiral, da je probo ne vem kaj vse, pač čist hedonsko življenje. Je tak life preživel, pol v tretjem je pa spoznal še eno osebo, ki se je to dogaja. In sta ona dva pa skup se začela ukvarjati z temi moralnimi vprašanji, ko sem ti jaz prej rekel, da sta skušala preprečevati vojne, pa atentate, pa tak naprej. Ampak to je zdaj tak time travel vprašanje. Če ti spremeniš neki, boš itak povzročil, da se bojo pa ene druge stvari zgodile. Ko sta, ne vem, preprečila sta od Kennedyja atentat, pa od Martina Lutherja Kinga, pa so se pol vse čist druge stvari razpletle, da so se narobe zgodile. In zdaj, ne vem, zato pa pravim, da jaz bi to naredil, če ne bi imel nobenega spomina, ali pa če bi pač vedel, da bo da tekom mojega življenja, da bo prihodnost drugačna, ker bi me pač toliko bremenilo to znanje o vsem, kar vem, da se bo zgodilo. Ali pa predstavljaj si, da zdaj z vsem znanjem, ki ga imaš, da se rodiš leta 1915. Je verjetno bi te zakuril. Pač. Ne, ampak kako boš živel sam s sabo, glede na to, da veš, kaj vse se bo v 20. stoletju zgodilo, kar smo se prej pogovarjali, pa boš težko kar sam. Sem to, kam misliš bolj, da imaš neko psihološko težavo sam s sabo. Ja. Pa zaradi tega, pa zaradi unga vidika, ko sem rekel, da ker ti bo uspeh preenostavno pršel, ker boš znal izkoristiti čas za stvari, ko veš, kak se bojo zgodile, ne boš pač imel neke zadovolitve. Mislim, vsake minute predn bi se šel nekaj takega, bi pač hotel malo videti, kaj zdaj to pomeni. Lahko tudi zdaj po tega zgodovine nasplošno izven svojega ožjega kroga spremenim, ne? A je to sploh opcija? Ja. Ker jaz nisem na to pomislil. Jaz mislim, da gre bolj na osebni ravni, pol to, kaj lahko ti za sebe narediš. Jaz sem to full expandal, verjetno sploh ne bi, če ne bi te knjige prebral, ne. Tam takoj mi je full teh stvari padlo na pamet, ker
je tudi tekom knjige, a ne, dejansko kot bralec ful podobno razmišljaš, kaj bi naredil, ko pa kar pač glavni lik naredi. Sploh glede na to, da imaš opcij več teh življenj. Kak se je on v bistvu, vsako življenje, ko ga je živel, je drugače začel na stvari gledati. Ne? Okay. Tako da ja, kompleksna stvar. Preberite knjigo Replay, mislim, da je Ken Grimwood, ne vem pa, če obstaja slovenska. Pobral v angliščini, daš v Google, potegneš PDF dol, pa ga daš celega v Google Translate. Odlično. Pa vržeš računalnik ali pa v sveti. ChatGPT, pa ti da 3 odstavke ven, pa mu spet napiše. Pa mu spet napiše. Pa ti pa spodaj napiše, tole sporočilo ti pišem počasi, ker vem, da ne znaš hitro brati. To so pa tebe z butalcev. Mislim, da bo to potalcev. Tole sporočilo ti pišem počasi, ker vem, da ne znaš hitro brati, ker te vidim skozi kamero. Strašno. AI je kar. AI, v bistvu. Bomo kaj o AI-ju naslednjič. A ja, veš kaj, lahko se zdaj vrnem, zdaj si omenil, tole bi sam še mogoče zamenil, ker vem, da se bomo še kdaj o teh prinapih pogovarjali oziroma o tej smeri. Ful je bilo zanimivo, ker zdaj poplava teh AI zadev. UI ali umetna inteligenca, če ste zrasli v jami, slučajno. AI, ne UI. Kva? UI, umetna inteligenca. A ja, po slovensko. Ja. Okay. In je zdaj on pol na koncu tega podcasta razlagal, oziroma intervjuja, whatever, da ima zdaj ekipo zraven, neki so teh, ki se ukvarjajo specifično s tehnologijo. Ja, ta pravnikov, ja, ima pa tudi ekipo pravnikov in da zdaj sestavljajo v bistvu čist avtomatiziran proces za njih, za vzpostavljanje teh pogodb, ker prej recimo on rabo, ne vem, to je ful nekih strani pa ful enega dela, pa rekel je, da to stane mislim, da med 15 pa 12 tisoč dolari. In da zdaj pa v bistvu razvijajo kot nek model, kamor ti pač samo pišeš te bolj osnovne podatke, velika, kaj stvari popraviš in je to. Nice. Kot zanimivost. Tako da vse se da. Pa bo on tudi pol spustil ceno? Ne vem, če. Najbrž ne. Ali pa bo, mislim, ali pa lahko ti spustiš ceno en čink, pa pol več narediš teh. Ja. Kupiš nek paket, se to bo... Mislim, čeprav se ima zdaj neko zžetno investicijo veliko, da ta program razvije, ne? Ja. On je pa razlagal, da je ogromen teh svojih prinapov, ki jih je naredil pol sonot in portal, ne? In da je to kao kot model, da zdaj razvijajo, da se pač sistem uči in da pa lahko zelo enostavno ti sprovedeš vse formalnosti, kar z tega tiče. Ok. Zdaj pa nijem nič več o tem zapovedati zaenkrat. Če želite predporočno pogodbo, se pejte nekam zment. Se pejte. Jaz prišel kako. Se posvetujte prvo s svojim partnerjem, pogledajte, mogoče bomo linkala tudi s farmacevtom. V bio bomo linkala tega tipa, da si lahko še sami ustvarite mogoče drugačno mnenje, če vas kaj prepriča. Drugač pa je to James Saxton. James Saxton, ok. Odlično. Dobro smo se pogovorila, zdaj bova pa šla in enega spila. Danes ne, konec tedna bomo. Danes ne, ja. Konec tedna. Ja. Dragi poslušalci, lepo se imejte in se vidimo prihodnjič. Nasvidenjec. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če vam je bil najin podcast oziroma tale epizoda všeč, se naročite na en kanal, lajkate, subscribite in komentirajte. Ker če ne, vam bo zmanjkalo benzina že v tistem trenutku, ko se lučka pržge. Cin. Kot tvoj avto zvok. Ja.